Dobrodošli na Moderni samuraj podcastu, da sem to prav skladil. Ja. Približno. In danes sta z mano Alenka Hrovat in Matjaž Hrovat. Njiju, oziroma oba spremljam že lep čas, glede na to, da sva z Matjažem skupaj trenirala in kung fu in MMA. Alenka je tudi huda športnica, ker je bila državna prvakinja v ping-pongu, torej backhand, forehand, laufa. In zakaj sem izbral njiju? Današnja tematika je, kako vzgojiti iz svojih otrok moderne samuraje. Glede na to, da sem bil tudi poročna priča in potem vse, kar se je dogajalo potem in sem lahko spremljal to vzgojo otrok od daleč in od blizu, sem rekel, da ni boljšega para kot pač Alenka pa Matjaža. Tako da prvo vprašanje je, zdaj glede na to, da vajini otroci trenirajo in borilne veščine in se ukvarjajo z umetnostjo in so za mene v bistvu res mini moderni samuraji, eni niso več tak mini, ampak so že tudi zelo veliki. Kaj je sploh, oziroma kaj so glavni cilji, ki jih vidva oba dva želita doseči pri vzgoji vajinih otrok? Glavni cilj je predvsem to, da si želiva otroke nekako opolnomočiti, da bojo znali sami sebi ustvariti lepo življenje. Ne? In danes pač verjetno lepo življenje, po mojem mnenju, ni to, da visiš na telefonu, gledaš televizijo in tako naprej, ampak da si nekako se preizkušaš v različnih tematikah in enostavno znaš si skuhati, znaš si uprati, znaš ustvarjati lepe odnose. Bom rekla, s prijatelji, z družino, pač z vsakim, ki ga srečuješ in predvsem opolnomočiti jih, da bojo znali si narediti lepo življenje. Cool. Kako pa ti to vidiš? Pa saj je podoben, se pravi, da se bojo znali v življenju znajdati v tem spreminjajočem se svetu, ki resnično se hitro spreminja, da bojo znali ločiti pomembne od nepomembnih stvari, ki nas zasipavajo z stvarmi, ki so nepomembne, pa nam jemlje čas, pa nam jemlje energijo, pa tako naprej. Saj veš, ponavadi smo prijazni do nekoga na pošti, na šalterju, na banki, ki ga prvič vidimo, pa čeprav nam kaj ne paše doma, pa v bistvu do najbližjih smo pa neprijazni velikrat. Ne? To je ravno iz tega naslova, da se cufajo te energije vse posod, pa nekako tam, ki bi rabo biti pa poln energije, pa prijaznosti, pa tolerance, pa ne ravno nisi. Ne z energijo, ne s toleranco. Tako da nekako vse to skupaj. Mogoče še podatek, ki ga nisi povedal na začetku, ker pa je tudi pomemben, je, da te samurajčki najini so 4, veš. Tako da je kar nekaj teh samurajev. Ja, ampak to tudi pomeni, mislim, glede na ta cilj, ki sta si ga zastavila, ta opolnomočenje. Mislim, kaj mene navdušuje pri obeh je, da res dajete veliko sebe v celoten proces. Torej, res kaj hočem povedati. Ja. Ni to, da imate otroke za okras, pa zato, da lahko jih pač objavljate na Instagramu, gledaj, kako lepo otroke imamo, ampak se res ukvarjata zelo dosti časa in energije vlagata v... Ja, tako se je to začelo, ne? V bistvu nekako je tako, pa če imaš otroke, je fajn, da jih imaš zato, ker si jih želiš, ne zato, ker se ti je približala ta neka biološka ura, ki jo moraš ujeti, ne? Ja. Mislim, ker tukaj se potem pojavijo težave, da ljudje lovijo biološko uro, da imamo imeti otroke, ker je, kaj bom celo življenje sam, ali pa ne vem, partner name pritiska, ali pa recimo, ne vem, družbeno je potem sem nesprejemljiv in tako naprej, ampak težko je mogoče pol padati v to res vzgojo, da daš celega sebe kot starša, ker kar naenkrat si
imaš pač pomanjkanje časa sam zase in s tem se je treba soočati. Okay. In pri nama se je v bistvu zgodilo to, da midva, ki sva štartala recimo svojo firmo, so bile jasno totalne težave na začetku, ravno zaradi tega, ker sva se odločila, da bova vzgajala otroke. In pač vse ne gre. Ne gre biti 100% pri otrokih, pa 100% pri firmi. In pač midva sva se nekako odločila za otroke, zato so bile, bom rekla, dolg časa tudi finančne težave prisotne. No, kako pa pol, bom rekla, korigirati med temi stvari, pa pol že druga zgodba. Ampak ja, res dajeva vse od sebe in velikrat je težko, zelo težko, ampak zato sva se odločila in to morava sfurati. Ja. Kaj pa ti, Matjaž? Ja, sej pravim, sej smo midva kle oba v istem čovnu, se pravi, v bistvu vse ostalo je na drugem mestu. Ne samo čas zase, tukaj smo tako povedala, ker pač porabljaš več časa za vzgojo otrok, nekako zmanjka časa zase, ampak v bistvu ne, v bistvu zmanjka časa za vse ostalo. Ni važno, da je to biznis, ali je druženje s prijatelji, ali je fitness zase, pa da narediš nekaj zase, ali bereš knjigo, ali greš film v končni fazi in se sproščaš na ta način. Za vse zmanjka cajta. Skratka, to vse nekako malo trpi, bi lahko človek temu rekel. Sam pač midva ne gledava na to, to je na prvem mestu, da se za otroke enostavno vedno vzame čas in da je vse ostalo na drugem mestu. Kako pa navdušiš otroke, ker pač vsi so dejavni na nek ali pa drugačen način za šport ali pa borilne veščine? Ja, to jih pa navdušiš enostavno tako, da sam počneš te stvari. Se pravi, ko gremo na izlet, ne gremo vedno hoditi na sprehod v naravo, kjer je tlakvana cesta pa avtocesta, ampak enostavno gremo v hrib, gremo tam, kjer ni potke, se pravi, nabirati kostanj ali karkoli takega. Se pravi, da ne gremo mi, ne samo takrat, ko gremo nabirati kostanj, da gremo nekam izven poti, ampak gremo izven poti tudi, ker ne nabiramo negobne kostanje, samo pičimo po hribu po ta najkrajši do vrha, na te stvari. Pač, da si tudi sam za športno akcijo, pa ko gremo na sprehod v Tivoli, ko gremo mimo Štank, se tam hitro parkrat dvignemo, pa malo guncamo, pa kjer bo lahko šel po njih v eno smer, pa se obrnil pa v drugo smer, pa drug, pa tretji, pa četrt, pa še jaz, pa še malo mami, pa tako naprej. Skratka, da nekako otroci v tebi vidijo v bistvu vzornika. Sej vemo, da to, kar mi govorimo, je eno, otrokom verjetno se v določenem majhnem procentu tudi to nekako usede, ampak to, kar pa vidijo pri tebi, to pa potem naredijo. Kako pa ti vidiš to? Ja, tako je, kaj je rekel, Matjaž, da preprosto moraš biti ti sam na začetku tak, zato da lahko otrokom sploh to daš. Enostavno. In midva imava to srečo, da sva se nekako našla, dva taka skupaj, da tisk, ki greš nekam, da ti ni pomembno, ali boš imel zdaj umazan čevelj, ali bojo hlače malo strgane. Pač ljudje smo si različni, se tudi ni nič narobe, bom rekla, s takim načinom razmišljanja, ampak nama, jaz mislim, da midva imava srečo, da sva taka in dejansko gremo izven poti, vse nas to zanima. Pa tudi otroci rečejo, vedno je najboljše takrat, ko nekam zabluzimo. Ja. Vedno je najboljše izven nekega okvirja. In pač to je to, predvsem ti moraš biti sam tak, da lahko otrokom to daš. Ja, ker ena stvar, ki sem si jo zapomnil, mislim, da mi je Matjaž prav, da ste šli enkrat, da ste si dali teniske gore in da ste šli po eni strugi na pol izsušeni ali na pol polni. Ne, po Iški. Po Iški, ja. Po Iškem Vidgarju. V
v peku. Pa v peku tudi, ampak ta iški vintgar je bil v bistvu je super, ker ti lahko dejansko greš od tam, kaj parkirišče na začetku, kjer lahko avto pustiš, greš lahko res daleč po strugi. Direkt tam greš v reko in pol namesto, da greš po potki, tako kot vsi, greš kar po reki. Greš po reki gor, ne? In dejansko superge bos pač ne moreš, ker so skale, deročeje in tako naprej. In v bistvu to smo oblekali tam malo, tudi Rubi, ki je bila... Če majhna, pa štupo ramo malo pa to, tam, kaj je lahko imela sama, tam, kaj je bilo prenahajati, pač... In mislim, to so res eni taki super spomini, no, in tudi oni se tega... Se spominijo, ne? Veliko bolj kot to, da greš v kino ali pa da greš nekam na večerjo, to je njim totalno nezanimivo. Zanimiva je recimo tle ta zgodbica od mojih, v bistvu nečakinje pa nečaka, kadar ona dva hodita z nami na izlete, sta blazno navdušena in na čem sta navdušena, ne? Oni so zelo, bom rekla, oni zelo radi zahajajo v neke restauracije, kaj pojez, grejo na izlet, pa grejo pa še v restauracijo. No, pri nas tega ni. Mi smo taki mal divjaki, ali kako bi temu rekel, in si zelo radi naredimo nek piknik, ne? In v bistvu že tudi zato, da veš, kaj ješ, prinesemo ponovadi hrano s sabo. In njima je bilo najbolj všeč, ko smo šli enkrat na neki izlet na Kolpo, se spomniš? Ja. In smo se potem, ko smo bili lačni, usedeli pri eni tej klopci, ki so ob cesti. Ona dva sta bila tako navdušena, sta rekla, to je pa ne vem, najboljši del izleta, da mi zdaj lahko tam na oni klopci sedimo, une taperverje vam privlečemo in mislim, in pol se degustiramo tam, a ne. Ona dva, veš, mi gremo vsakič, mi gremo vedno v gostilno. Tako da to je nama ful zanimiv in ful super. Ne? Mislim, otroci potrebujejo oziroma imajo, otroške želje velikrat niso enake željam odraslih. Ne? In tukaj se mogoče kdaj izgubljamo, ne? In ljudje, tudi midva, jasno, da ne bo pomote. Ni udobje prioriteta. Ne. Ker se spomnim, tudi pač lahko starši recimo si za nalašč izberejo neko plažo z peskom, pa ne vem kaj še vse, da je dostop, postopen, pa ne vem kaj še vse, ne. Ampak na koncu otrok navdušen v bistvu, če tam nek pomol, pa skale, pa ne. Iščemo rakce, ne? Ja. Super. Zdaj pa glede, Miyamoto Musashi je bil najbolj znan tak pač samuraj, ki je premagal ne vem koliko nasprotnikov, že pri 14 ali koliko je imel prvi dvoboj na življenje in smrt. In seveda on ga pač premagal, ker drugače danes ne bi govorili o njemu. Kaj pa mnogo ljudi ne ve, je, da je bil tudi izreden umetnik, ne, in da je tudi pač lahko s tušom, pač ta japonska ustvarjanje z tušom, je on tudi obvladal. In se mi zdi, da tudi vidva, ne samo da tale gibalni, avanturistični del zelo forsirati, ampak tudi to umetniško ustvarjanje, ne? Ker konec koncev, na eni strani imaš umetnost bojevanja, pa imaš potem umetnost, tako da gre, na nek način gre to dostkrat z roko v roki, pa tudi pri svojih kolegih opažam, da dosti ljudi, ki je v borilnih veščinah ali pa v teh sferah, se ukvarjajo tudi potem z umetnostjo. Zakaj je to vama oziroma tako pomembno, kako ste to vcepila v otroke? Ja, ne vem, življenje je umetnost, a ni? Ja. Življenje je umetnost v bistvu in mogoče sva tudi midva malo, bom rekla, v to smer oba umetniško naravnana, radi, ne vem, izdelujemo stvari, tudi kot otroka sva v bistvu midva oba majčkeno se s takimi stvarmi ukvarjala. V bistvu, to so neke stvari, ki jih najdeš takrat, ko rečeš otroku, ali pa ko se odločiš kot starš, ne telefona, ne televizije. Ne? Enostavno ta čas, ko vstaja, potem... Ne telefona, ne telefona. Sekunda. Ja. Ej, a veš kaj, moj telefon, pa bom jaz ga dala na poti, da bi se slučajno še kakšna taka zgodila. Da, več ni hudja. To je bilo pa smešno zdaj. Ne telefona!
Super. Ampak glej, a lahko pokažemo? Ja, seveda. No, daj, Vse mu ne bo fajn. ti pokaži. No, da ne bomo govorili samo o tem, mislim, teoretično bomo tudi praktično pokazali, kaj se tu dogaja na likovnem področju, a mogoče on ga le od tega je. Ja, evo. Noro. Ja. Kar malo bližje. To je zdaj, Ja. zdaj v bistvu ta zadnja risba najinega drugega sina, ki je ravno kar zakorakal v prvi letnik likovne gimnazije. Noro. Ja, Ja, in kaj potem se spravijo, kaj to potem gre v bistvu, ne bom zdaj rekel iz roda v rod, ampak tako pač od najstarejšega potem, ja, v bistvu kako to poteka? v bistvu se starši, po mojem, čisto premalo vsi zavedamo, kdo je, če je več otrok v družini, kdo je njihov vzornik. Jaz mislim, da ne starši, ne neke slavne osebnosti, ampak to so starejši bratje in sestre. In ne glede na to, da se to zelo nehvaležno sliši, da rečeš najstarejšemu otroku, pišu, kad ti si vzornik, daj probi tako pa tako, je to gola resnica. In pri nas je velikokrat tako, da ko smo, ne vem, Niko kaj rekel, da tudi ta mali te gledajo, tudi ta mali za tabo ponavljajo, pa je bilo njemu tečno, seveda, da mu je tečno, pa, a mora biti res vse odvisno od mene, je v bistvu hočeš, nočeš je tako. In vse se potem pogovoriš z otrokom, da on to razume, ampak na koncu je tako, da je pa ponosen, ker pa vidi v bistvu, da grejo nekako po njegovih stopinjah, da prevzamejo tiste, pa seveda predvsem zdaj v dobrih stvarih govorimo, je tudi to nek del njegovega v bistvu odraščanja in je ponosen na to, da je lahko vzornik. In je tudi to zelo, zelo pomemben, po mojem, vključevati. Ja, nekako umetnost se je zgodila, bom rekla čistko, veliko se je ustvarjalo, sej tukaj tudi v vrtcih, recimo, če imaš ti otroka v vrtcu se ogromno ustvarja. In če zdaj, bom rekla, starši to nitko, ki jo oni pletejo, znamo še malo mi pol naprej naplest, se da hitro ugotoviti, da pravzaprav otroci so umetniki v osnovi, oni so zelo kreativni, njihov ni omejen v bistvu, tako kot si ga mi odrasli omejujemo. In ta kreativa je praktično neomejena. In namesto, da jih življenje, bom rekla, okalupla, sva midva poskušala tako delati, da jim te stranice puščava odprte, da jih spodbujava v razne raziskovanja, projekte. V bistvu tukaj si bil tudi ti en velik del, Ja, tukaj si tudi ti bil en velik faktor, ne, resno, in sicer pri Niku, Nik je kot majhen zelo dober risal, on je res, mislim, on je pri 4 letih narisal škorpijona z eno potezo, vrhunsko, sam gledali smo. Potem je pa prišel v osnovno šolo in je začel risati tako, da smo v bistvu nismo mogli verjeti, ker je izgledalo, kot da se svinčnik prvič v življenju v roki drži. Ja, prvi razred v bistvu osnovne šole je bil nek kolaps v bistvu te, bom rekla, kreative, umetnosti, nehal se je s tem ukvarjati. In je mene v bistvu, bom rekla tako, kar majčkeno sem bila vznemirjena zaradi tega. In sem jaz potem v bistvu, predvsem z mlajšim znajem, sem začela, v bistvu sem mu risala neke te junake iz knjig, sem mu prerisovala, zato da je on to barvo. No in potem je to Nika nazaj potegnila. In je začel spet risati. Pa ena v bistvu taka prelomnica, da je on začel raziskovati ne samo risanje, ne govorimo zdaj samo risanje pa slikanje, ampak na splošno ustvarjanje, si bil pa ti, ki si mu pokazal izdelovanje Dreamcatcherja. Ja, in on je v bistvu takrat res kot otrok, ne vem, kjerom razredu je sploh bil, relativno majhen, je bil 4. ali kje razred, mislim, da on je v gozd hodil, nabiral te leskove veje in delal Dreamcatcherje in jih naredil za nas, za babice, za
za vse živo. No? Pa pol, če se spomniš, je šel k tebi tudi na tečaj mozaičarstva. Ja, je bil tudi zelo navdušen, no, in tako nekako se je pol ta širina začela. No, ampak je tudi, ustvarjati, če smem pokazati, ne, tudi to je plod njegovega dela. Ja, res je. No, tako da je res zelo na široko zastavljeno. Zelo pomembno se mi zdi to, ne, da če otroka v bistvu nekako pahneš v to umetnost, da mu je tudi mogoče dobro odpirati oči tudi v smer, kako lahko pa kaj tudi iztržeš iz te umetnosti, ker dejstvo je, da živeti moramo, ne? Finance si moramo urediti in zdaj pač neki slikarji, ki bomo posthumno znani, to nam ne bo pomagalo. Ja. In ja, v bistvu ravno zato je ta nek projekt se vmes zgodil, da se jim pokaže, da tudi je vredna njihova kreativa, je vredna njihova umetnost, ne? Da ni to nekaj bom narisal, pa mečemo mi to stran. Ja. Ne? Tudi neko spodbujanje s tem, recimo pri nas ne boš videl na steni drugih slik, razen tvojega mozaika, ki sva ga dobila v poroki, ne? Ne boš videl drugih slik od najinih otrok, ne? Tako, no. Ja, ampak ko pogledaš po stenah, je res, imaš občutek, kot da si v galeriji. Tak, ampak ne samo eni taki neki povprečni, ampak res, mislim, tudi od najmlajših, ne, je kljub temu narisano na zelo visokem nivoju vse skupaj, pa na slikah. Ja, no se to je pa to, kar sva prej govorila, ne, v bistvu, da so vzorniki en drugmu in dejansko, Nik riše, naj tudi riše zato, ker mu je pač Nik vzornik. Ja. In potem riše tudi Tristan, čeprav on je pa veliko bolj športen, ko bom rekla umetniški, ampak tudi riše zato, ker enostavno ona dva riše, zdaj pa on tle tudi svoj piskarček pristavi. Ja. In tako se pol nadaljuje, ne. Ja. Prosti. Ne oprostimo. Sem dal napotiham. Kako je pa... Čak, daj bom jaz odgovoril še to, kar se sprašujem. No, daj, povej. Kako si ti to zlagal, pa mi povej. Sploh ne bom, tako bomo imeli tako tek. Ej, to sem hotel reči, sprašval si, kako umetnost. Mislim pa, zakaj umetnost, pa kako to sploh gre skupaj pa s fajtom, pa s športom, pa z... Ja, pa biti fizično aktivno. V glavnem, to sem hotel reči, da midva sva malo enostavno, zaradi tega, ker ona ping-pong, jaz smučanje, celo osnovno šolo, pa mogoče še malo naprej, sploh v njenem primeru, je pol bilo tako, da midva sva imela recimo sam veliko športa, pa šolo, ne? In sva zdaj midva pri najinih rekla, da bi se izognila v zgodnji mladosti profesionalnem športu, da bi jih nekam dala, ker pa lahko hiter zadeva, vse veš, potegnejo te, čim si malo boljši, pa te pol forsirajo. Pa, če otrok not pade, pol pa ti spet ne moreš to zabremzati, ker pač hoče. In sva rekla, da ne bi profesionalnega športa v zgodnji mladosti, pa da bi jih pustila tja do konca osnovne šole, pa eventualno, če se karkoli v zvezi s tem pol skristalizira. Okay. Ampak pustimo jim mladost, pa pustimo jim odrast, in ta športen del pol probava midva poskrbeti za njega, tako da sva midva z njimi aktivna. To je, kar se tega tiče športanja, pa zakaj, pa kako to pride do tega, da smo mi skozi fizično aktivni, pa so otroci fit. Kar se pa umetnosti tiče, sva pa tudi rekla, da ne toliko umetnost, pa nujno risanje, kot bolj nasplošno kreativo, je pa tudi samo zato, ker športna komponenta pa kreativna komponenta sta te dve komponente, ki ful manjkata v celem tem njihovem izobraževanju. Se pravi, vse je samo, koliko se bomo mi naučili geografije, pa matematike, pa vsega tega, pa cel kup teh stvari je takih, ki se jih nadudla, pa ki zapolnejo glavo ali načeloma neke strašne koristi od tega ni, pravimo jim splošna izobrazba, ampak hej. Ja, športa pa 3 ure na teden, ne? Ne moramo se zmeniti, kaj je bilo 3 leta, 4 leta nazaj pri koroni, kdo je kriv, kdo kaj ni levo, desno, a zdaj pa 2000 let nazaj pa točno vemo vse, kako je bilo. In dajmo se to ful naučiti, ker to je res ful pomembno. No, in sva rekla, ok, če to daje šola, ne bomo zdaj še jih forsirali, da se še ta 5., ta 6., ta 7. jezik učijo, pa še ne vem kaj, ne.
tečaje logike ali ne vem kaj karikiram, ampak sva rekla, da je jih v kreativo, bilo kaj. Pa gremo v Slovenski etnografski muzej, imajo tam neke tečaje, lončarjenja, pa pol je pa bil še en moment, ki se je nama izdel zelo posrečen in sicer, ko so tam mali hoteli telefon za igrice ali pa za neki drajsat po telefonu, ker vsi to radi pač počnemo, sva midva jih vedno spraševala, ok, a boš kaj pametnega delal s telefonom? Pa ja, ne vem, lahko igrice igram, ne moreš igrice igrati. Kaj bi nekaj, karkoli koristnega. In pol se je nekako skristaliziralo, da so začeli risati z YouTube videi. Nama se je zdelo to ful dobro, zaradi tega, ker imaš prvo teh tutorialov gor, kako narišeš eno stvar na preprost otroški način, pa vse bolj kompleksnega. Druga stvar, ki je bila pa ful pomembna, je bila pa ta, da če gledaš video, ki ga sproti, ko nekdo riše, ti rišeš, pa ga daješ na pauzo, ni tega klikanja pa drajsanja po telefonu, ni zmanjševanja fokusa, attention span ne pada ob tem, skratka, pustiš telefon ali v bistvu jih toliko omejiš, da te škodljivi aspekti telefona pravzaprav kle sploh ne pridejo kaj dosti zraven. Torej, če prav razumem, gre v bistvu bolj za to, da da otrok uporablja telefon, ne telefon otroka. Ja, pa če že mu rečemo smartphone, pa dajmo ga pol uporabljati za kakšno stvar, ki bi bila res smart, ne pa da te naredi, da si glup. Ja. Kaj pa glede vrednot, recimo top vrednota, ki jih želite posredovati otrokom, kaj bi rekla? Ta je pa težka. Pač, čist. Kaj bi ti rekel, ti si malo premislil, pa ti, tak. Ja, ta je pa kar težka, top vrednote. Top vrednota. Jaz bi rekla, da, se ne vem, če lahko to karakteriziraš pod tako vrednoto, ampak ustvarjanje odnosov. Ja, ustvarjanje odnosov. Jaz mislim, da vse izhaja iz tega, da pač dejansko ljudje smo družabna bitja, se najdejo tudi ljudje, ki imajo zelo radi samoto, ampak načeloma smo ljudje družabna bitja in enostavno govorim predvsem znotraj neke skupnosti, tako, družine, sej pa tistih par prijateljev, ki imaš, to, da imaš odnose, da jih znaš ustvarjati, da si znotraj tega se trudiš. Jaz mislim, da na ta način pa lahko dosegaš neko srečno življenje. To se mi zdi kar dobra poanta, ker ne glede na to, kako uspešen si, če ti privat potem ne štima, je še vedno tak kisel preokus. Jaz mislim, da zelo če ni, pač lahko si ti top menedžer, to ne vem, Kaj pa ti misliš, Matjaž? Pa premišljujem, ne vem, vse lahko govorimo o nekih teh vrednotah v smislu iskrenost, poštenost ali vse ne vem. Tak, ampak spontano ni treba razmišljati. Ne, hočem reči, da težko ga skristaliziram na eno ali pa par nekih osnovnih vrednot. Jaz mislim, da je družina, mogoče tako, družina. Kot vrednota. Se pravi to, da mi vsak dan imamo skup jemo za to mizo, vse valjda se zgodi, da to vsak dan pol je še zmeraj samo 4-krat, mogoče celo 5-krat na teden, 1, 2-krat, 3-krat pa pade ven, ker ima en trening, en ima neki, en ima karkoli. Ampak da poskušamo, da ta zadeva ne razpade, da smo mi z odraščanjem vsak v svojo smer in kar naenkrat ni sploh več te družine, čeprav mi še zmeraj skupaj živimo, ampak vsak ima svoje stvari, svoje urnike in to enostavno rata nemogoče. Ni nemogoče. Bomo pa jedli večerjo ob 6, ne ob 8. Jutri bomo pa ob 8:30. Nima veze, kdaj imaš ti, kdaj to, kdaj... Ali pa bomo ob 9:30 jedli, na to, tako. In potem, da ta večerja ni zdaj sam večerja, ker je
v bistvu social event in pol, jasno, starejši, ki so, tudi več lahko, bolj je ta social event odrasel, bolj kompleksen in več je debate, ni samo hrana. Tako. In potem avtomatično v bistvu otroci do neke mere ratajo odprti, povejo stvari, povejo, kva si mislijo, kaj se jim je zgodilo in čisto skozi to furaš odnos, ki ni tisti, ki pride iz šole, kva je bilo v šoli in vsakič je isto nič. Tako, kot smo mi našim staršem. Ampak je v bistvu malo hack, zaradi tega, ker jih usedeš in en pove neki, drug pove neki in s časoma pa tudi v istem večeru ali v isti večerji, kakorkoli se počasi odpirajo, pa počasi kdo kaj pove. Tako da bolj na to polo. Kaj se mi zdi zelo občudovanja vredno, kar vidva redno ustvarjate, glede na to, da živite res v samem centru Ljubljane, je, da hodite za vso mladino direktno tudi v naravo, da jih pobašete v avto in greste pač ven. Tako da nekih izgovorov v bistvu nikoli nista iskala. Ti bom kar direkt pokazal, kva je fora. To mene tudi v bistvu sam sebe sem šokiral včeraj. Direkt v Tivoliju, direkt iz glavnega travnika gor, dve take, to je 5-6 kil kostanja smo v eni uri nabrali. Se pravi, tam, kjer je kao vse pobrano, zato, ker vsi to cupajo te kostanje, itak, folka v Tivoliju je kakor češ, mislim, 10 metrov strani s poti, spet, ne 1 meter strani s poti, ampak pač 10, nobenega nikjer, 6 kil kostanja v eni uri. Ne rabim iti nekam delač, nekam, kjer je ful kostanja, ker je kle. Mi imamo to srečo kle, da smo, mislim, mi kot Slovenci, imamo srečo, da smo v takem prostoru, kjer je v bistvu mestno, pa hkrati narava od zadaj za bajto. Res je. In to pač premalo izkoriščamo, ker hodimo v shopping centre, vse vidiš. Rabiš slučajno nekaj v soboto kupiti, pa ne moreš se prebiti čez gužvo do nekaj. Res je. Tako da, tako. Ja, mislim, veš, mogoče se je ta narava pri nas zgodila predvsem iz neke želje po bondingu, povezovanju. Zato, ker enostavno pri otrokih je tako, tako kot si prej ti rekel, pridejo iz šole, vprašaš, kako je bilo v šoli, ja, v redu, in to so te odgovori, v redu. In v bistvu oni so pripravljeni se odpreti zelo, ampak rabijo mogoče malo več časa, In ko si ti v bistvu, ko se ti družiš ne 15 minut, ne pol ure, ko si ti skupaj pol dneva, cel dan, to nimajo gumba za izklop. Pol nimajo gumba za izklop. In v bistvu iz tega stališča jaz zelo zagovarjam te družinske izlete. In pač čez leta se nam je nekako izoblikovalo, da gremo rajše v naravo, kot v mesto. Saj tudi mesta so zanimiva, če še nismo videli, jasno, ampak pač narava je tista, kjer lahko zadihaš, kjer se sprostiš, počutiš svobodenega, in tudi oni to občutijo, v bistvu to svobodo. In pa tudi zaenkrat živimo v mestu, ker je to nam praktično. Razumem. Enostavno gremo rajši valjda ven iz mesta. Bežimo iz mesta, v bistvu praktično je, ker so tle v šoli, v centru, pa bežimo ven in je. Kam pa najrajši zahajate? Kaj je top lokacija, ko ste pa vsi navdušeni? Ja, vedno so to neke lokacije, kjer se da metati v vodo, Zdaj čez leta, pa vodo, čez v zadnjih parih letih, pa ko je to kopanje v mrzli vodi zelo popularno, smo tudi mi malo v to padali, ne sicer ful, ampak toliko, da pa, ko gremo nekam, kjer je nek slab, pa smo mi marca, aprila, pa je voda vseeno samo 6, 7, 8 stopinj, se vseeno rečemo, da se bomo not vrgli, čeprav je mrzlo, pa mogoče neugodno, ampak... Kdo pa gre najprej not? Ta stari ali ta mladi? Ma kar tam zadnje čase, ta mali, kar korajžno. Kar ta mali, Pa da nekaj? Ja. The best.
To se enkrat spomnim, smo bili, to je bilo že kar nekaj let nazaj, se spomniš, smo bili v Kamniški Bistrici. Ja. Jaz se takrat še nisem tako v mrzlih vodah kopala, no, ti si šel not. In pol sta v bistvu ta srednja dva, naj pa Tristan. A se spomniš, kako sta za tabo? Ja, ful korajžno. Ful korajžno, res vrgla sta se noter, pa sta sicer ugotovila, kjer šok je bil, ne. Ampak ne, ni bilo prevelikega stresa. Je pa tako, da poskušamo večkrat paziti, ne, da ni tako, da se mečejo v ledene vode, brez česarkoli, ampak malo se nadihi, smo skupaj in tako naprej. Pa tudi ne rabiš biti pol ure not, pa nekaj vztrajati, lahko si tudi sam minutko, pa greš van. Tako. Čisto okej. Pa tudi pri hčerkici pa sem mečkam bolj pazljiva, no. Da ni zaradi rodil, da je ne izpostavljamo čist preveč ledeni vodi. Ampak ja, to tako zgleda, da gremo mi na jezero Jasna, pa se mi vsi kopamo, ne, dobesedno kopamo. In ja, ponavadi so to lokacije, ki so kakšne vode, zadnje čase gremo ful radi malo v hrib, ne. Ne zdaj gore, to ne, ker neko strahospoštovanje gojimo do tega in lahko hiter, sploh z otroki, ne, lahko hiter kakšen napačen korak, pa nam do tega ni, ampak ja, pa lokacije, kjer je v bistvu mogoče so malo manj obiskane. Ja, najlepša hvala. Še eno zelo pomembno stvar bi povedal, ki se mi zdi vsem pomembna, je pa, da ko smo prej govorili v zvezi s tem, da otroka vprašaš, kako je bilo v šoli, in itak reče, da ni bilo nič, ne, ko je bilo v šoli nič. Tako, ko smo mi, tukaj je en pomemben moment, ki se zgodi, je, da ti sprašuješ otroka, ki želiš, da komunicira, zato da boš ti vedel, kaj se mu v življenju malo dogaja, da boš znal korigirati, da boš pri stvari. Ampak težava je v tem, ker istočasno pa pravzaprav otrok od tebe pa ne dobi nič od tega, kar ti od njega hočeš. Zato, ker smo pač taki, ne želimo obremenjevati otroka z našimi problemi, z našim življenjem, da ne bo on obremenjen in tako naprej, in posledično pravzaprav ti ne skomuniciraš čist nič. In se mi zdi, da je velikokrat pri tej komunikaciji ful pomemben, da ti tudi šeraš svoj life z otrokom, jasno lahko šparaš nekih težjih stvari, malo to doziraš, ampak ti moraš tudi poskrbeti, da ti tudi poveš otroku, kako je šel tvoj dan, kaj si počel. Tudi če so to čist brezvezne stvari, videl sem unga, šel sem tja, kupil sem to. Nima veze. Ja, zgodilo se je že to, ne, da v bistvu so se zelo navadili, da ko pridejo domov iz šole, je kako si. Oni naju, kako si mami, kako si ati. In pričakujejo odgovor, ne pričakujejo v redu. Pričakujejo odgovor, ne, in tudi v bistvu, če si slabe volje, da rečeš, danes pa nisem imel najboljšega dneva, ne vem, to pa to se mi je zgodilo. Tako, kot je rekel Matjaž, ne, saj težjih stvari jih šparaš, jasno, da se razumemo, ampak v osnovi pa, ja, da si tudi ti odprt, ne, pa da tudi mogoče vidijo, ne vem, če se kot odrasel skregaš, recimo kot partner, pa se ne da vedno... Če se, jasno, ko mislim ne, veš. Če se, to samo za vas govorimo, ko se... Ne, v glavnem ne moreš vedno igrati nekega happy face-a, ne, včasih so stvari v bistvu se preveč nasičali ali pa so dnevi taki in imaš upadlo faco, ne, in ta mali to vidijo, ne moreš pač... Če ne vidijo, čutijo. Absolutno, ne, in se ne moreš delati, kada nič ni, ne, in pride, ne vem, Tristan pa reče, pa kaj je mami, ne, in pač mu poveš, mu razložiš, ampak jasno se trudiš to delati v nekem okviru, ki je njemu razumljiv, ne, da ni, tako kot ste rekel, preobremenjen, ne. In isto je v bistvu, tako kot s tem pogovorom, kako si, isto je recimo tudi pač s to svojo elektronko, ne. Mi vsi govorimo o tem, kako je preveč, kako so otroci preveč na telefonih, na TikTokih in tako naprej, ampak še vedno mi odrasli kar naprej vlačimo telefon s sabo, kar naprej ga imamo v rokah, ne. In pač to je tako, ne. To se mi zdi zelo dobra poanta, ne. Torej, da jih pustimo biti deležni tudi našega življenja,
ne glede od bele pa do črne, pač vseh od teh. Ja. Ker ko so moji starši kakšen odsvert iz njihovega življenja skomunicirali, ko sem bil že odrasel, je bilo tako, pa sej jaz sploh ne poznam tebe očitno. Pa si moj starš, pa cel life smo skupaj, vse, a nič ne vem o tebi, ne. Ampak to samo zaradi tega, ker nikoli niso nič komunicirali z nami. So hoteli samo, da mi komuniciramo z njimi, pa vse povemo. Pa ne vse, ti si rekel, da ni bilo nič zato, ker se nič pomembnega za tebe ni zgodil, nisi dobil cene, nisi se tepel in to je bilo to. Ampak, sej pravim, ko pa oni tebe vprašajo, kaj pa ti z njim skomuniciraš, da si bil v štacuni, da si kupil to, da si z njim se slišal, da si neke čisto navadne stvari delal, je pa to pravzaprav točno to, da on pol tudi deli s tabo, tudi te čisto navadne stvari, s kom se je videl, kaj je bilo, brezvezne stvari. In tako, čez te pridemo tudi do pomembnosti. Je v bistvu vstopna točka do človeka. Tako, ja, vse to. No, prispeli smo do konca podcasta, pa me zanima, kje lahko izvejo ljudje kaj več o tem, kar sicer tudi vidva počneta, pa kjer lahko stopijo v kontakt z vama. Ja, v bistvu to lahko naredijo kar prek najine spletne strani, curedbynature.org. Vsi tam preberejo, s čim se ukvarjava, oziroma naj jo kontaktirajo. Super. Najlepša hvala za ta intervju, ki je meni osebno zelo veliko pomenil. Glede na to, da sem bil tudi poročna priča in poznam celo to zgodbo, je to tako fajn, da se tudi stvari zabeležijo za nazaj, kot neke, veš, ko en, ki piše te zgodovinske fakte in jih potem naši zanamci potem preberejo, ker se mi zdi, da to manjka, ne? Tako. Ja. Najlepša hvala. Alenka, ti si tudi preživela. Sem. No. Ja, hvala tebi za tako lepo mnenje v nama. No, z veseljem, zasluženo. Jaz mislim, da to sploh ne rabiš tako. Jaz sem hotela reči, pa si to začel govoriti, da je cela komedija. Ne, sam se to ti skozi delaš, ampak okej. To je cela komedija. Ne tega, ne se to nikoli ni komplikacije. Ker ima žena vedno prav. Tako. Ja. To bojo bloopersi. No, tako.